Gospod Lezič, v 165-letni zgodovini ansambla, godbe, orkestra, kakorkoli imenujemo, Delavski pihalni orkester Sveja Zagorje, je verjetno polno različnih stvari. Kakšen je Zagorski orkester danes, ob 165-letnici? Moram reči, da ga počasi malo pomlajujemo, ampak drugače pa pač bi lahko rekel vse generacije, od mladih do najstarejših. Zdaj, ravnokar smo podelili za 66 let delovanja v godbi, tako da imamo v bistvu tudi čez 80 pa tam od 14-13 naprej, tako da raznolik. Medgeneracijsko morate sodelovati. Seveda. Koliko članov šteje orkester? Pa članov je na papirju okoli 70, ampak recimo, da je aktivnih pa tam med 40 pa 50. Pred kratkim ste imeli jubilejni koncert, ste zadovoljni z njim? Pa ja, seveda, pač koncert je bil po mojem mnenju uspešen. Zaigrali smo skladbe pač iz pregleda od nekih začetkov pa čez celo kariero. Dvorana je bila kar polna, tako da pač mi smo zadovoljni in z odigranim in s publiko. Itak nas vedno spremljajo na vseh korakih, tako da se jim samo zahvalimo takim. Kot predsednik ste zadovoljni, predsednik godbe, mislim. Kaj pa je dejal godbenikom dirigent po koncertu? Mislim, da je vsakom posebej dal roko pa se jim zahvalil za pač uspešno odigran koncert. Ker itak vemo, da koncert je pol zadnja ta točka, ker se vsi zberemo pa naredimo tako, kot je treba. Ob jubileju ste pripravili tudi razstavo. Kaj ste razstavili? Ja, člani naše godbe pa članice so se potrudili in so naredili nek tak pregled pač od vseh začetkov pa do sedaj, tako da pač razstavili smo slike vseh dirigentov, pokazali smo vse avdio, pač to, kar smo posneli od LP-jke prve, kasete, CD-jk, razstavili so se pač slike od obletnic, ki jih imamo, pol so pa dodali še iz raznih gostovanj, pač tako da je bila pač taka zanimiva razstava. Seveda smo razstavili tudi vse uniforme, ki smo jih imeli do zdaj, zraven smo pa dodali še nekaj starejših inštrumentov, tudi da je bilo malo povezano vse skupaj. Vi ste že precej let pri godbi. Kateri koncerti, gostovanja, če jih tako na hitro se spomnite, so vam najbolj ostali v spominu? Sigurno so to pač domači koncerti, ko se dogajajo v Delavskem domu, ali pa zadnje leta smo imeli spomladanske na Ploščad. Vsekakor pa ostanejo v spominu tudi kakšna gostovanja, ko smo jih imeli. Zdaj čisto ta zadnji, ko je bil, smo bili sicer na morju, drugače pa prej smo bili v Italiji na tekmovanju. Pač vsako gostovanje ima pusti en svoj pečat, na vsakem gostovanju spoznaš kakšne nove ljudi, kakšne nove muskontarje, pa je pač vsak malo poseben. Člani orkestra so v zadnjem desetletju postali tudi filmske zvezde oziroma ste postali filmske zvezde. Kako danes gledate na snemanje tega filma, Orkester Matevža Luzarja? Kaj pa vem, težko rečem, tudi je bilo to boom, pa smo se veliko pogovarjali o tem, zdaj pa nekako projekt narejen, zaključen, videli smo, tako da v bistvu ne pade več beseda dostikrat glih na to. Se pa velikokrat spominjamo pač snemalnih dni, ko smo se družili pa kar veliko časa preživeli tudi s filmsko ekipo pa z vsem, kar je bilo pa tudi zabavno in tako poseben gostovanje, bi lahko rekel, ko je malo del trajal. Bi godbeniki snemali Orkester 2? Ja, eni ne. Ampak po moje, da bi se spravili še enkrat do kaj takega.
V jubilejnem letu ste pripravili seveda jubilejni koncert, razstavo. Imate v letošnjem letu v načrtu še kakšne večje prireditve, gostovanja, karkoli? V letošnjem letu vsekakor pride še na vrsto pač novoletni koncert v decembru. V planu je vikend aktivnih vaj, vse še menimo. Pa vabijo nas na kar nekaj gostovanj, ampak se še nismo čisto odločili pa zmenili. Ampak vsekakor bomo probali speljati vsaj enega, pa pridejo pa še te pač domači nastopi, martinovanje bo, pa miklavževanje po Zagorju, pa te lokalni špilji, ko so še tako. Dela imamo kar dosti. No, ko že rečete, te domači nastopi, kako se pa godbeniki udeležujejo recimo Prvomajske budnice, ki je nekako značilna za godbe? Moram reči, že tam 30 nas je skoraj zmeri, pa tudi več. Tudi je kar tradicija, še zmeri se nas dosti zbere za to, da pač zjutraj vstanemo pa si vzamemo en dan za ohranjanje tradicije. Ja, se kar potrudimo. Kaj pa načrti za naslednja leta? Ja, pač počasi, pomladiči orkester, to je eden od načrtov. Verjetno si bo dirigent zaželel kako tekmovanje v bližnji prihodnosti, tako da verjetno bomo tudi v to smer razmišljali. Vsekakor pa bi rad, da se vsaj enkrat na leto, pa mogoče na 2 leti, da priredi kako gostovanje. Pa tako, pač, predvsem to. Vi ste še vedno, bom rekel, v tisti sredini, ker ste mlajši člani, verjetno, ali ste že starejši? Jaz bom za sebe kar rekel, da sem med mlajšimi. Tako, ja. No, kako mladi člani gledajo na to 165-letno tradicijo? To je le malo nepojmljivo, kako dolgo že obstaja Pleh Muska v Zagorju. Jaz mislim, da so ponosni na to, da pač igrajo v takem orkestru s takim stažem. In pač tudi dosti znan orkester je, tako da jaz mislim, da so predvsem ponosni na to, da so z nami. Kot vemo, Sveje ni več, orkester Sveja pa še obstaja. Kaj razmišljate, da boste spreminjali ime? Razmišljanja so bila tam čisto na začetku, ampak smo se pol odločili, da pač ostane ime, ker pač je bil ta ime prepoznaven in pač smo ga obdržali. Če pa dobite enega dobrega sponzorja, pa verjetno tudi ime lahko spremenite. Tisto pa po moje se tudi da zmeniti. Dobro. Gospod Lezdič, najlepša hvala za tale pogovor in veliko uspeha godbenikom in seveda vam tudi. Ja, hvala vam za povabilo, pa spremljajte, kaj se bo kaj dogajalo.